Namen teh četrtkovih srečanj, vsak prvi četrtek v mesecu, je, da gremo čez neke osnove. In glaven cilj je, da predamo informacije ljudem, ki so se praktično šele priključili ali pa so komi naredili tiste prve korake v Foreverju. Zdaj morda razmišljajo o nadaljnjih, morda želijo več informacij, kakor pa vsi dobrodošli vedno, ne. Tukaj se bomo posvetili predvsem tistim osnovnim terminom, potem pripomočkom, orodjem, ki jih imamo na voljo. V bistvu zadeva je dokaj enostavna. Gremo naprej. Ok, to sem že omenil, kaj bomo pregledali. Nekaj, kar moramo vsi poznati, je razlika med preferred customerjem pa FBO partnerjem. In sicer preferred customer je nekdo, ki se prvič registrira, dobi svojo številko, temu rečemo v žargonu je član, prejme seveda začetni popust, ki znaša 5%. Načeloma se kot preferred customer smatra, da je to kupec oziroma uporabnik izdelkov. Se pravi, preferred customer ni upravičen oziroma ne prejema bonusov, ne more drugim priporočati Forever izdelkov ali jih registrirati, se pravi, nima vpisov v svojo strukturo. Preferred customer se gre na prvo stopnico oziroma postane FBO partner, ko doseže 2 CC točki. Kaj so CC točke, bom v nadaljevanju razložil. In sicer to rečemo, da je tista prva stopnica, kjer postane assistant supervisor. Kaj ta možnost odklene? Se pravi, ravno tako kot preferred customer ima še vedno isto svojo FLP ID številko, poveča se mu popust, kar pomeni, da iz 5 gre na 30. Je tako kupec, uporabnik izdelkov in hkrati je tudi kvalificiran za veleprodajo, torej to pomeni, da ima možnost, da priporoči Forever drugim, da registrira druge osebe in seveda v zameno je nagrajen. Zdaj ta nagrada, mi rečemo bonus. Če izpolnjuje pogoje, prejme tudi 5 bonuse v višini 5% od maloprodajne cene in že sodeluje v nagradnih programih in spodbudah. Zdaj, samo cikel na kratko, večina ga že pozna, kaj dela preferred customer, v bistvu napreduje na nivo assistant supervisor, medtem ko assistant supervisor išče nove uporabnike, nove preferred customerje. To je tisti temelj, ki ga moramo poznati. Prej sem že omenil, da bomo razložili tiste osnovne termine. CC točka ali case credit v angleščini, to je vsakemu izdelku dodeljena enota v točkah, ki služi za vse kalkulacije. Služi za kalkulacije za bonuse, nagrade, za nagradne programe, vse, kar določa marketinški načrt. CC točke se vedno obračunavajo oziroma zbirajo v tekočem koledarskem mesecu. Ravno tako kot CC točke se razdelijo tudi glede na vir, od kje prihajajo in zato imamo podvrste, govorimo aktivne, vodstvene, osebne, več o tem si lahko vedno ogledate v politiki, poslovni politiki. Bonus, kot sem že prej omenil, je denarno plačilo podjetja FBO-ju oziroma partnerju. Lahko rečem nagrada, bonus je nekako skozi zadnjih 20 let najbolj prijel. Kaj pomeni aktivnost? Se pravi, aktivnost je, ko FBO partner, ki je v tekočem mesecu v državi svojega bivališča spravil vsaj 4 CC točke aktivne, pod pogojem, da je ena bila iz osebnih nakupov, ostale iz ljudi, ki iz skupine svoje oziroma iz ljudi, ki jih je sam registriral. Ko zbere te 4 točke, se pravi, ena svoja, 3 od drugih, zdaj eventualno lahko bi vse 4 svoje, samo to ni poanta, ciljamo, da je ena vaša za tiste izdelke, ki jih uporabljate, rečemo, da je tak partner aktiven. In v bistvu aktivnost je pogoj,
da vi dobite bonuse. Če ni aktivnosti, ne morete dobiti bonusov. To je treba imeti vedno v glavi. 1 plus 3 točke. Članska številka FBOID, tukaj mislim, da ni nobenega dvoma, da vsi razumemo, da je to unikatna številka, tako kot EMŠO, številka osebnega dokumenta, se pravi tudi v Foreverju ima vsak posameznik svojo številko, s katero lahko operira, ne glede na to, v katerem povsod po svetu je ista številka. Člansko številko se vedno lahko prenese na pravno osebo, če z njo razpolagate, se pravi, imate SP, imate DOO, to se pravi s formularjem. Pomembno je, da je to res vaša, ne morete na moža, sestro, vse možne kombinacije smo že imeli, ne, mora biti vaša pravna oseba. Kje vam to prav pride? Račune dobite potem izstavljene na vašo pravno osebo, praktičen primer imate frizerski salon ali kakšno drugo dejavnost, račune za nakup in v okviru te dejavnosti seveda lahko izdelke v salonu tudi držite. Račun je dejansko izstavljen na vašo pravno osebo in hkrati tudi, ko imate bonuse, enostavno zaračunavate bonuse preko vaše pravne osebe in jih dobite v celoti. Če se vrnemo nazaj, kaj prinese Nivo Assistant Supervisor oziroma ko dosežete 2 točki. Forever vam v tem primeru nudi 30% popust na vse priznane osebne nakupe, se pravi izdelki so za vas cenejši. Upravičeni ste do 30% dobička oziroma bonusa, če nekdo na osnovi referenčne povezave, ki si jo bomo malce kasneje pogledali, opravi nakup tudi, če je brez registracije ali pa se registrira, ampak če je brez registracije, dejansko dobite 30% od tega nakupa. Od upisanih, se pravi od novih preferred customerjev, ki ste jih vi upisali, pa dobite 25%. Se pravi, temu rečemo tudi, da so to direktno sponzorirani. Dodatno kot Assistant Supervisor se vam odklene, če delate te 1 plus 3 točke v mesecu, prejmete še dodatnih 5% bonusa na osebne nakupe in 5% preferred customer bonusa, se pravi za vse nakupe osebno sponzorirani. 25 jih dobite zagotovo, to je pa še dodatno, če ste aktivni. Dovolj razumljivo povedal. In pa seveda še 5% osebni in preferred customer bonus iz naslova neaktivnih Assistant Supervisorjev. Toliko na najbolj možen preprosti, nedolgočasen način, čeprav zna biti marsikomu dolgočasno, kaj dejansko, kako grejo procenti in kaj so te prvi koraki, ki vam morajo biti v interesu. Marsikdo že ve, ne bom nič novega povedal, se pravi tista osnovna spletna orodja, ki jih imamo na voljo, prva so v okviru mednarodne, se pravi tisto, kar centrala v Ameriki nudi, Forever Global, in to je mednarodna stran foreverliving.com, ki je za vse zelo pomembna samo z vidika, ne samo, ampak predvsem iz vidika, da tu, ko se prijavite v to stran, dostopate do vaših poročil v mesečnem prometu, se pravi bonusih, vpisih, spodnje linije in tako naprej. Tukaj imate nabor na voljo. Pomembno je, da veste, da ne gre kronološko, ne vem, se ne hrani celo leto, ampak samo zadnji 3 meseci so vedno vam na razpolago. Če hočete kronološko več, je pa treba imeti orodje FLP 360, odlično orodje, predvsem mislim, da vse delate na telefonu. Tukaj ni samo, da gledate strukturo, pa promet, pa tako naprej. Pripravljene so tudi že vsebine za družabna omrežja in tako dalje. Ampak zaenkrat, žal vam ne znam povedati, orodij naj bi bilo še ni v slovenščini, je vse angleško, torej bolj, če ciljate tuje trge, in orodje je plačljivo. Tako da načeloma, spet to je moje osebno mnenje, dokler niste res na nekem nivoju, kjer imate tudi bolj obširno strukturo ali pa da res vodite skupino, ga še ne priporočam, ker v končni fazi se da tudi drugače delati. Družabna omrežja,
Se pravi, od Facebooka, Instagrama, YouTubea, Vimeo, TikTok po novem. Se pravi, obstajajo strani, kjer vsebino kreira in objavlja centrala. Na drugi strani imamo pa tudi mi. Se pravi, ravno tako smo prisotni na družabnih omrežjih, kjer se bomo kasneje bi želel nekaj pokazati, oziroma eno novost, do katere smo prišli, ampak prej še poglejmo, v okviru Forever Slovenija uporabljate stran www.forever.si. Ta stran je dejansko all in one, kaj ne rečem. Primerna je tako, da se nekoga, ki se šele spoznava ali pa ki ne ve, kaj je Forever, da si malo prebere na enostaven način v Foreverju. Hkrati je pa tudi za vas, ki že nekaj delate oziroma rabite informacije, rabite gradivo, je kot neke vrste portal, kjer si lahko snamete od katalogov do različnih brošur. Še vedno velja načelo tiskane brošure oziroma tiskovine, so in bodo plačljive, medtem ko spletne verzije so vedno na voljo in jih tudi tukaj objavljamo. Druga pomembna stran je seveda naša spletna trgovina, ki je v okviru iste domene na naslovu webshop.forever.si. Gremo dalje. Tukaj je tistih prvih 6 korakov, za katere še vedno enako smatram, da bi mogel vsak nov jih poznati oziroma bi ga morali vi seznaniti. Potem, ko se nekdo registrira, razmišlja o Foreverju, hoče več informacij, kaj mora narediti. Prva stvar, urediti si mora dostop do spletne trgovine. To je nujno. Zakaj? Zaradi tega, ker ne samo, da lahko naroča, kasneje bomo videli, da tudi druge opcije. Seveda potem, zdaj tako, preferred customer ne more vpisovati novih oseb, medtem ko nekdo, ki je na 2 točkah, ima pa spletna trgovina tudi za registracijo novih. Sledijo prijave na e-mail obvestila, zaradi tega, ker vse informacije vedno ne objavljamo na družabnih omrežjih. Če se pa prijavite na e-mail obvestila, potem pa dejansko dobivate tudi dodatne informacije. Dostop do osebnega FBO portala, to sem prej omenil, ta je na foreverliving.com, tam se lahko spremlja promet, to je pomemben. Seznaniti se more z forever.si in pa YouTube kanal, ker vsi na začetku iščejo informacije, se pravi, bodisi v poslovnem delu, bodisi v izdelkih. Naš YouTube kanal je odlična baza za trening oziroma za kako spoznati nove zadeve. V smislu lastnosti izdelkov, v smislu poslovna politika, dejansko imamo pripravljene playliste, kjer vam pomagajo, ne vem, imamo razdeljen, če se želite danes seznaniti več o izdelkih, greste čez tisto playlisto, lahko poslušate, lahko gledate, tako zelo uporabni. Tukaj so še enkrat poudarjene glavne prednosti, se pravi, če povzamem, za izobraževanje je video odlična zadeva, ker vi lahko tudi link nekomu pošljete in si bolj zapomni prejemnik oziroma gledalec. Vsebine so dostopne, telefon, računalnik, ni pomembno kaj. In tudi večja je vaša prilagodljivost, ko morate dati od sebe neko informacijo, ste bolj fleksibilni. Gremo dalje. Zdaj, kako najdete našo stran? Enostavno odprete YouTube, vtipkate Forever Slovenija, to ne bom v celoti pokazal. Vidite logotip, kanal se imenuje Forever Slovenija HQ, da se ve, da je uradna stran, in potem imate sezname predvajanja, o katerih sem prej govoril, in tu imamo primer, to so Zoom dogodki, predstavitev Foreverja, nasveti, v izdelkih, v treningih, izobraževanja in tako dalje. Evo, gremo dalje, da ne dolgo časim. Zdaj pa spletna trgovina. Spletna trgovina ni samo nekaj, kjer oddate naročilo oziroma si izberete izdelke. Služi in tudi za registracijo novih oseb in je najboljši pripomoček, zato se s tem seznanite. Zelo toplo priporočam,
da ko registrirate nekoga, ne mu samo povezavo poslati do trgovine, na tukaj narediš, ampak če se le da naredite, pelješ človeka za rokco, jaz temu rečem, mu pomagate, izpolnite vi namesto njega, samo pazite, da bodo podatki pravilni, da ne boste svoje maile dajali in podobno. Poleg registracije so tukaj informacije o izdelkih, se pravi, kar je na deklaraciji in tako naprej je vedno tudi v spletni trgovini navedeno. Ko rabite neko hitro informacijo, ne vem, koliko ima pa ta izdelek kroma, vitamina C, se ni važen, vse je v spletni trgovini. Spletna trgovina služi tudi, da lahko pregledate vaše točke tekočega meseca, se pravi, ko že opravljate nek nakup, lahko še to prečekirate. Kot je že bilo omenjeno, je odličen pripomoček za vpisovanje oziroma online sponzoriranje. In skozi spletno trgovino lahko nekomu tudi na SMS ali kamorkoli pošljete povezavo za priporočilo nekega izdelka. Najbolj pomembna stvar, po mojem mnenju, pri spletni trgovini je pa referenčna povezava za nakup oziroma za registracijo nove osebe. Zdaj, tu imam prikazan te dodatne funkcionalnosti, se pravi, ko ste prijavljeni, greste pod moj račun in tu imate, lahko pogledate stanje točk tekočega meseca, tudi ceniki so tukaj na voljo, lahko si shranite svoje košare, pa drugega tukaj ne bom več razlagal, zdaj pa referenčna povezava. Referenčna povezava ni nič drugega kot link, se pravi, ki je sestavljen v prvem delu iz vaše številke, FBO številke 12-mestne, v drugem delu potem sledi pika, webshop, pika, forever, pika si. Prav, ko vsak si lahko sam, kadarkoli oblikuje to številko, ne vem, v Word napiše kamorkoli, ko bo nekdo kliknil na to, bo prišel v spletno trgovino in ali bo kupil en lips, ali pa se bo registriral, avtomatično se ve, da ste vi sponzor, ker sistem prepozna ta link in mu avtomatično dodeli sponzorje. Zdaj, ta link izredno prav pride tudi, ko govorimo, ne vem, ko delate kakšno objavo na državnih omrežjih ali pa na svojih blogih, na svojih straneh, povsod ga lahko vstavite praktično. In funkcionira. Pomemben podatek tukaj je, ker v praksi dnevno se srečujem s tem, je, da večina ljudi, ko nekaj išče na internetu ali pa če link vnaša, ga vnese, reče, v Google sem vnesel, to je ta vrstica, kjer piše search the web, tale prečrtano. Ta link ne bo delal, če ga boste tam vnašali. Vedno, če ga ročno vnašate, ga morate gor v naslovno vrstico, označeno s puščico, pri čemer se s tem niti ne rabite ukvarjati, če ga vi kreirate, kopiraj, prilep in ga pošlješ komu, na mail, message, Messenger, WhatsApp, Viber, povsod bo isto delovalo. Tole je novost in sicer opažam, oziroma tako, gremo po vrsti, se pravi, kako uporabiti vaš ta referenčni link, referenčno povezavo pri Facebook objavi ali podobno. Kot prvo stvar, mi bomo prenehali, da vam olajšamo, bomo prenehali pri Forever Slovenija Facebook objavah, ne bomo več dajali povezave do trgovine, ker so nesmiselne. Naš cilj je praktično, da vi vzamete, ne vem, ko mi nekaj delimo na Facebooku, pa si bomo čez par trenutkov v živo pogledali, da vi vzamete to objavo, jo delite lahko naprej, ali pa sami napišete svojo, ni pomembno, in da vi vstavite svoj link. To mora biti cilj, ker v končni fazi ljudje, ki sami padejo v trgovino, to ni naš namen. Naš namen je, da vi priporočate, da vi širite Forever. In zato od zdaj naprej je v načrtu, da mi povezav pri Facebook, Instagram objavah do spletne trgovine ne bomo več vključevali. Zelo smiselno pa žal mi je, da se že prej nismo tega spomnili. Zdaj, kako vi naredite eno tako objavo, bomo nakratko si pogledali. Se pravi, omenil sem že, lahko naredite svojo, lahko pa uporabite nekaj, kar je na Forever Slovenija in samo delite naprej. V obeh primerih ne biti roboti, če mi objavimo
sliko Firsta oziroma nekaj o Firstu, pa vam je blizu, lahko delite naprej, poveste eno svojo osebno izkušnjo in na koncu prilepite še vašo referenčno povezavo, se pravi vaša članska številka, .webshop.forever.si. Bom jaz probal tole manjšati, da vem, če bi bo ratalo. Prej bom še tale slajd pokril. Kaj se zgodi, ko nekdo pride skozi vašo referenčno povezavo v spletno trgovino? Zgoraj v naslovni vrstici imamo referenčno povezavo z mojo člansko številko v tem primeru. In kako veste, da dela? Spodaj popisali pozdravlja vas v tem primeru v zelenem traku. Mislim, da se kurzor vidi. Piše pozdravlja vas Vidmar Gregor. Ko boste dali vaš noter, bo pisali vaš ime pa priimek. Tako tudi sami se lahko prepričate, a ste pravilno oblikovali referenčno povezavo. Zdaj bom pa jaz probal en živ primer vam pokažem. Pa ga imam tole. Evo. Smo na Facebooku. Tukaj imam jaz mojo virtualno Aloe Sanja. To je profil, ki ne obstaja, ki je troll. Kako je smiselno deliti? Imamo tukaj objavo od Forever Slovenija, bla, bla, bla. Niti ni pomembno v tem trenutku, se pravi govori o Absorbentu C in Garliku. Kako bi Sanja delila to na svojem profilu s svojim krogom ljudi. Deli z drugimi osebami, mislim, da to vsi poznamo. Se pravi, deli z drugimi zdaj, javno, v viru novic, kakorkoli pač. Lahko tudi v Messenger pošle, ni pomembno. Evo. Pri delitvi, se pravi, vzame objavo od Forever Slovenije, kjer je tekst že napisan. Pomembno je, da tukaj napiše, se pravi, ne vem, odlična komunikacija. Ne vem, nisem prav kreativen ta trenutek, zdaj mora pa Sanja svoj link narediti. Sta dve poti, lahko ga v brskalniku sama kreira, pa reče, evo, tukaj je že moj, pa ga testiramo, če res deluje, pa ga kopiraš, pa ga prilepiš. To je meni lažja pot, alternativna pot je, da ga na roke napišeš. Ta link je zdaj tukaj je živ, samo še spredaj napišemo. Svoje opiče cak in objavi. To je vsa umetnost. Lahko pa je Sanja še bolj, bom rekel, konkretna. Če smo tukaj že govorili o Garliku, poišče Garlik. Kaj tipkam, pardon. Ja. Evo, poišče Garlik. In glede na to, da sem že prej tukaj kreiral svojo referenčno povezavo, vidim, da je že moja članska številka spredaj in tako naprej. Se pravi, ta povezava, če pa to prilepi, bo pa peljala direkt na Garlik. Spet, kopiraj, prilepi. Vidimo, da prvi del ene, se pravi, rečemo, da je to enka, ta pelje na spletno trgovino. Ta pelje na spletno trgovino, dvojka, za naše lažje razumevanje, pa pelje direktno dotiček izdelka. To je najbolj preprosti način, kako deliti. Zdaj še dodatna skrivnost je tudi, če ta oseba, ki bo kliknila na link, ne bo takoj opravila nakup, si še vedno bo njen brskalnik za nekaj dni, praktično skoraj mesec, si zapomni, da ste bili vi tisti, ki ste bili to referenčno povezavo. Tudi, če kupiš 14 dni, 3 tedne, to je še vedno nakup na osnovi vašega priporočila. Dobro, gremo naprej.
Da jaz preklopam nazaj na tole. Se vidi? Pa smo nazaj v PowerPointu, najbrž, da smo. Ok. Če imate težave, bodi si spletna trgovina ali na naši strani, imamo mogoče vedno pomoč na daljavo. Vem, da to že veste večinoma, morda se še tega niste poslužili, ampak je zelo enostavna pot, ko nekdo nekaj ne zna, da se povežemo, dogovorimo se za termin, se povežemo na način, da jaz vidim vaš zaslon in direktno rešim kakšno težavo, ali pa če ne znate linka oblikovati, zadeva je relativno simpel. Novost v primerjavi s prejšnjim predavanjem oziroma srečanjem, ne maram besede predavanje, je tudi osnove v bonusih. Skozi prakso ugotavljamo, da dejansko ljudje nimajo informacij oziroma se nikoli niso ukvarjali s tem, je pa precej oseb, ki pa bonuse prejema, jih mase in naberajo. Prva pomembna stvar je, bonusi se vedno obračunavajo mesečno, se pravi do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ko in če dosežete bonuse, dobite tudi na mail, ki ste ga registrirali na tisti prijavnici, v registraciji obvestilo, tak avtomatski mail pride iz Amerike. In bonuse si potem lahko ogledate sami preko FBO portala na strani foreverliving.com. Zato je pomembno, da imate dostop do tega. Če ga kdo nima, pošlje mail na info@forever, pa vam ga zagotovimo. Zdaj pa najpomembnejši del je, kako v Sloveniji sploh nekdo ima možnost izplačila bonusov. Naša trenutna zakonodaja, pa res upam, da bo nova vlada kaj drugačna, da bomo kaj spremenili, omogoča dve poti. Prva možnost je, se pravi, če razpolagate s svojim SP-jem ali DO-jem, kar sem že prej govoril, ko lahko prenesete vašo člansko številko na vašo pravno osebo. Seveda vi morate biti večinski lastniki tega podjetja, te pravne osebe, pri SP-ju itak ni dvoma, pri DO-ju je pa lahko več lastnikov. Se pravi, če razpolagate s svojo pravno osebo, vi enostavno za celoten znesek bonusov, ko vi želite, pošljete račun, ki je plačan in tako dalje. Druga možnost za tiste, ki nimajo te opcije, je pa v Sloveniji na voljo instrument, ki se reče podjemna pogodba. Pogodbo se sklene enkrat, pripravimo jo praktično mi, vi samo vnesete svoje podatke oziroma in v bistvu slabost podjemne pogodbe je, da ko pride do izplačila, do nakazila, se sočasno tudi se odvedejo tiste zakonsko zahtevane dajatve. Zdaj, to je tisti del, ki običajno ni tako ugoden, in sicer govorimo, če imate, ne vem, 100 evrov bonusa, 46% za zahtevane dajatve. Še enkrat, res upam, da pride kaj novega v Sloveniji, kar bo spodbudilo, da smo vsi lahko bolj podjetni, če temu rečem, še dodatno, ampak drugo kot te dve možnosti zaenkrat, kar se izplačil tiče, ni. Bonusi se hranijo oziroma zbirajo zavedam. Zaenkrat nimajo nekega roka trajanja, upam, da tudi ne bi bilo nobene spremembe na tem področju. Kaj to pomeni? Da je vse skupaj kot neko varčevanje, lahko vi ne rabite vsak mesec si izplačevati bonusov ali pošiljati račun ali kakorkoli. Vi lahko, ko se odločite, pa bom zdaj rekel primer, če delate izplačila preko svojega SP-ja, vi pošljete mail na računovodstvo afna.forever.si, tukaj je tudi naveden, navedete člansko številko, napišete, zanima me stanje bonusov, dobite nazaj številko, kakšno je, oziroma znesek je pravilen izraz, in v bistvu za ta znesek vi potem pošljete račun, ki se običajno glasi širjenje prodajne mreže, gre praktično za to.
Če pa imate sklenjeno podjemno pogodbo, se pa bonusi, pa v računovodstvu poskrbijo, da se bonusi avtomatično izplačujejo, se pravi, neko sklenjete, do naslednji mesec 15. je izplačilo. Razen, če vi vmes rečete, zdaj pa začasno se ustavite, da boste imeli ravno računovodstvo, pa se pa bonusi spet nabirajo, pa potem enkrat rečete izplačilo in tako dalje. To, da se bonusi hranijo, sem pa že omenil. Druge dodatne nagrade na prejšnjem srečanju je bilo rečeno, pa se ker niso samo bonusi, ampak obstaja cela vrsta nagradnih programov. Tukaj je pregled najpomembnejših, bom rekel, niso tisti naključne mesečne akcije, ampak tisti, ki so res najpomembnejši Foreverjevi programi. Se pravi, poleg vsega tistega, kar se vam dogaja z bonusi, strukturo na mesečni ravni, ste za isto delo nagrajeni, ta izraz sem nekomu ukradel, še dodatno skozi. Lahko dosežete, imate možnost doseči chairman's bonus, tako laično oziroma v žargonu, nekateri temu rečejo 13. plača. Chairman's bonus ni nič drugega, kakor določeni odstotki od letne prodaje, Forever razdeli tistim, ki se kvalificirajo v programu. Ne bom zdaj s pogoji tukaj govoril, ki so politiki. Naslednji je Global Rally, ker se ravno tako, se pravi Global Rally pa ni denarna nagrada, ampak je potovanje, nočitev in tako naprej na neki eksotični destinaciji. Letošnji primer je zdaj v maju, bomo imeli potujejo ljudje iz celega sveta, tisti, ki so se kvalificirali v Abu Dhabi, vse na stroške Foreverja. Potem je dodaten vzporeden program je Forever to Drive, nekateri temu še vedno rečejo avtoprogram, gre pa dejansko za dodatno finančno nagrado, spet ko se kvalificirate in dosežete te pogoje. Se pravi, še nekih finančnih sredstev zraven, poleg rednih bonusov. Zelo pomemben je Eagle Manager program, ki vključuje tako nivo Eagle Manager, kot tudi potovanje na Eagle Manager Retreat. In vsi ti prvi 4 programi, ki sem jih naštel, so globalni programi, kar pomeni, da veljajo po celem svetu. Delajo jih posamezniki tako v Nemčiji, kot tudi na Japonskem in še kjer. Velik čar tega je, ko vsi ti Foreverjevci pridejo skupaj na en tak velik dogodek, šele takrat se v bistvu se da občutiti, koliko je Forever velika zgodba in povezana. Malo bolj enostaven oziroma, bom rekel, nam blizu program je Diamond Holiday Rally. Ta je pa regijski, se pravi velja za našo regijo Madžarske, kamor spada Slovenija, Srbija, Hrvaška, Bosna, Črna gora in Madžarska, če še nisem omenil. V bistvu ta program ima kvalifikacijsko obdobje po 3 mesece in v bistvu tisti moment, ko pridete na nivo iz assistant supervisorja na supervisorja, pa ohranite aktivnost skozi obdobje, potujete, do zdaj smo zadnjih nekaj let potovali na nekaj dnevni, mislim, 3 dni vsega skupaj dogodek v Poreč, kjer smo vsi iz regije skupaj, čez dan so treningi, zvečer je zabava, v hotelu, ki je samo za Forever predviden, vsi stroški plačani, hrana plačana, tako da tak, bom rekel, lušten in prijeten bonus, ki je nam blizu, ker smo kot regija skupaj. Tukaj je nekaj praktičnih nasvetov, ki niso moji, oziroma sem jih izbral iz od tistih najbolj uspešnih v Foreverju. Ne bom zdaj vse našteval, ker vem, da ste jih že slišali v tej publiki. Predvsem je pomembno, da imate cilje postavljene, se pravi, zakaj vam je Forever zanimiv, kaj vam je najbolj pomembno, kaj želite od njega doseči. Priporočam redno uporabo gradiv, orodij, ki so vam na voljo. Priporočam, da ko imate zagato, da vprašate, če ne vašega sponzorja, mentorja, pa se vedno lahko na nas obrnete. Z osebami, ki jim predstavite Forever, jih seznanite s priložnostjo in tudi, ko že upravijo, kakšen nakup, ko tisto še tipajo na začetku, bote v stiku, ni treba, da ste vsiljivi, na splošno jaz osebno ne svetujem tega, ampak da si malo
ko povprašaš, kako je bil zadovoljen z izdelkom, morda bi tudi on želel več o priložnosti vedeti in tako dalje. In to spada predvsem v rubriko bodite dober sponzor oziroma mentor. Spremljajte ljudi, ker v končni fazi Forever ni tek na kratke proge in je timsko delo in ko si skupaj kot tim povezan, tako pridejo nove ideje na plan, kot tudi, da ljudje en drugega spodbujajo, si pomagajo. Prosim, res ne pozabiti na ljudi, ker v končni fazi ta posel smo ljudje. Tabuji, vsi se vedno srečamo na kateremkoli področju, ne samo pri našem tem delu iz dvomi in zavrnitvami. Vedno bojo taki posamezniki, pomembno je, da jih poslušate, da ne nastane, da ne greste v konflikt prepričevanja. In v bistvu res je, da neke stigme v Sloveniji so iz preteklosti, kar pomeni, da ta panoga sploh ni izkoriščena z vsem potencialom, ki ga nudi. In če to malo obrnemo drugače, je edinstvena priložnost. Največkrat bomo vsi slišali, to je piramida, grozno, to je neki zgubo bom ves denar, pa ne vem še kaj, to ni res, ker Forever ima vzadnje izdelke, nikoli niso tukaj vložki v igri, da bi mogel, to je v kripto svetu, vlagamo 2-3 tisoč evrov, na koncu pa vam dobiš 300 evrov, ja, tam je večji rizik, kot tukaj imamo izdelke. Vem, da tudi, če gleda kdo kdaj zaposlitvene oglase ali pa kdo išče zaposlitvene na forumih in podobno, prosi brez piramid, se pravi, so stigme. Forever ima eno veliko prednost. Dober odgovor na to je piramida, je, da je razlika med piramido in zakonitim MLM programom oziroma direktno prodajo, meni ljubši izraz, je v tem, da piramidne sheme nimajo dejanskega izdelka, mi imamo pa izdelek. V piramidnih shemah se običajno govori samo o tem, da se denar vlaga. Kje je pa Forever tukaj? Kot sem že omenil, ni mesečnih obveznosti, naročanja ali članarin, sami se odločate, a boš naredil aktivnost, jo ne boš naredil aktivnost, noben te v nič ne sili. Dejstvo je, da to je tek na dolge proge in trud, ki je povrnjen, je to, kolikor ga vložiš. Imamo pa izdelke, ki so 1A, vrhunski, preverjeni, na tisoče izkušenj se najde v njih na internetu in pričevanj, in kar je najpomembneje, ta zadeva funkcionira že preko 40. Torej, ni muha enodnevnica, ni nekaj, kar je včeraj prišlo, pa hoče denar od ljudi, ampak ima dejansko vsebino. Dejstvo pa je, da vsi ljudje nismo za vse. In nekoga, ki ga ne zanima, ga pač ne zanima. Pika, gremo dalje. Ok, nekaj sem se ponovil, zelo veliko. Zdaj je čas za vaša vprašanja, svete, ideje, do karkoli, kakršnokoli zagato, kar lahko pomagam. Kar pogumno, lahko tudi v chat napišete. Jaz nekaj vprašala. Super. Ko dobiš pač mail, da si dosegel bonus, in potem, kakor sem jaz razumela, moraš na računovodstvo napisati, kakšen je znesek bonusa, ne? Ni nujno. Ni nujno. Ni nujno. Lahko že sami, se pravi tudi tista FBO portal. Ko že vidimo tam, ne? Tam imate poročilo in imate dejanski znesek. Ok. Zdaj, mislim, da vsakdo zna odpreti tisto PDF datoteko pa pogledati, kaj se je zgodilo v preteklem mesecu, ker noter so pomembne informacije za vas. Ena zelo pomembna zadeva je, vi velikokrat ne boste videli, kako uspešen je bil vaš link, ki ste ga dali na Facebooku ali kjerkoli. Vi ne veste, da je bila kakšna realizacija. Bonus poročilo boste pa to videli.
Tako da dajte to vse en spremljati. To, da pošljete na računovodstvo, je alternativna možnost, naj ne bo pravilo. Predvsem bo pa to korak, ki preverite, preden bi, ne vem, poslali ali fakturo za bonuse, ali želeli splačilo, da vi vidite, s kakšnim zneskom trenutno razpolagate. Ok, a je za izplačilo bonusa kakšen obrazec, a ga kot v bistvu račun podjetja sestavlja? Če govoriva o pravni osebi, mora biti prvi pogoj narejen prenos članske številke na pravno osebo. Potem bi jaz v praksi, če to ne delate vsak mesec, ko se odločaš, bi poslal ta mail na računovodstvo, da zajameš cel znesek. V redu. In potem samo še račun pošljete k nam. To je to. Ok, hvala lepa. Prosim. To je to? Morda še kdo kaj? Ok. Potem pa začeti za člane nove družine dan zaključen. Prihodnji teden bo Polona že malo poslovni del nam predstavila.